V parku likovnih samorastnikov so tako postavljene lesene jaslice v naravni velikosti. Ko smo izdelali park do konca, ugotovili, da bi bil ta prostor lahko najprimernejši za to, da postavimo jaslice, in še v istem letu, ko smo dokončali tale park, smo postavili prvič jaslice. To je bilo v prvem koronskem letu 2020. Verjamem, da bojo tudi te jaslice dobile še drugačen pomen v smislu programa, ki ga bomo izvajali v prihodnje ob jaslicah. Jaslice je izdelal Vlado Cencelj, ki kipari z motorno žago, vsaka figura pa je iz enega kosa lesa. Skico je tudi potrebno narediti, kajti vsaj nekako proporcionalno razmerim v grobo, da vidim, kako in kaj lahko postavim figuro v kakšen položaj. Tako da, dobršen del gre pa tudi bolj kot ne iz glave, z tudi improviziranjem. Običaj postavljanja jaslic ima korenine v Svetem pismu. Osrednji liki so Marija, Jožef in Jezušček, ki ga bodo v jaslice položili 24. decembra. Družbo jim v Trebnjem delajo pastirji in ovce ter sveti trije kralji. Ta sestav, ki je, seveda ni dokončen, že v naslednjem letu bomo dodali oslička in vola in bomo naredili eno trenutno končno situacijo, potem bomo pa se naprej odločili, kako bomo zadevo razvijali. Bo potrebno zopet iti v akcijo za dobavo tako velikih hlodov hrasta, ki ga je sicer čedalje težje dobiti, ker gre za naravno velikost figur. Bo treba mogoče celo iz 2 delov, da bo lažje za postavitev. Jaslice na prostem letos spremlja ambientalna glasba, praznično vzdušje pa dopolnijo lučke, ki zasvetijo, ko pade noč.